Če si želite imeti najboljšo insignijo, imate dejansko na voljo dve. Športno z oznako GSI ali pa vsestransko in malo celo terensko Country Tourer. Tole je super umestni člen med udobnimi limuzinami oziroma karavani z veliko prostora in med SUV-ji. Country Tourer je za 2,5 cm bolj oddaljena od tal od navadne insignije, ima 4-kolesni pogon, zato se ne ustraši niti malo bolj grobega makadama. Za hud teren pa vseeno ni, ker je njeno medosje predolgo in trebuh je vseeno preblizu tal. Tudi tale 18-palčna platišča so kar hitro na udaru. Saj pravim, super nadomestek križancev, tudi ti ponavadi niso kaj dosti terenski. Insignijo Country Tourer boste zunaj hitro spoznali s temi plastičnimi zaščitami, znotraj pa je praktično enaka vsem ostalim. Predvsem izjemno prostorna, prtljažnik je v praksi zelo uporaben in prostoren, veliko prostora je tudi za potnike. S takšno bogato opremo in večinoma dobrimi materiali pa je notranjost dejansko zelo prijetna. Bi pa lahko bila še malce bolj, če kakšna stvar ne bi pokvarila celotne izkušnje. Recimo tale plastika tukaj in tole. Priporočam te ergonomske sedeže, ker so super in tudi doplačilo za matrične LED luči. S svojim hipnim prilagajanjem so res zakon, super svetijo. Ta 2-litrski biturbo motor ponuja 154 kW moči, to je 210 konjičkov, kar je super, ampak se mi ne zdi posebej živahen. Mislim, podhranjeno vseeno ne deluje, sem pa mislil, da je konjenice vseeno manj. Najbrž zaradi 4-kolesnega pogona in tega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki je sicer dokaj hiter, ampak mu bolj pašejo avtocestne križarjenja, manj pa športno premikanje med prestavami. No, motor kar precej porabi, mimogrede 9 ali pa 10 litrov. Se bo pa insignija odkupila s precej fajn ceno. Takšna zelo bogato opremo s 4-kolesnim pogonom in z dovolj prostora, da vanjo postavite manjšega vola, z nekaj popusta stane 43 tisočakov.